Čas je za spletkarjenje. Živijo, Katja. Živijo, Nec, živijo infodromovci. Odkar smo se nazadnje videli, ste pridno stiskali srčke, najbolj pa vam je bila všeč Insta in Snap zgodba o svetovnem dnevu stranišč. Zanimivo. Naši infodromovci gledajo prispevke na YouTubu, kjer imamo že skoraj 7000 naročnikov. Ja, največkrat ste kliknili na posnetek o mavričnih vrvicah. Ta ima že 5600 ogledov. Tik za petami pa sta mu Karolina in Elvira iz Budimpešte. Katja, katera sporočila in kakšna sporočila sploh dobivaš na naša družbena omrežja? Dobili smo ogromno snapov iz razljanih buč ob noči čarovnic in prvih zapadlih snežink. Pridno pa nam pošiljate tudi snape o tem, kaj počnete v prostem času. Ugotovili smo, da mladi zelo radi uporabljate tudi aplikacijo TikTok. Res je, gre za aplikacijo, ki se je včasih imenovala Musical.ly. Zakaj je tako priljubljena in kako se jo uporablja, pa sta mi razložila Tija in Ian iz osnovne šole Koseze. Poglejmo. Tole je bil eden mojih prvih poskusov, nisem najboljša, to veliko bolje obvladata Tija in Ian. Čau! Živijo. TikTok je zabavna mobilna aplikacija, na katero lahko objavljaš svoje videoposnetke. TikTok je in mojem predvsem zaradi muzike, ker je smešen, zabaven. Lahko spoznaš nove ljudi, so zanimivi challenge, ki jih potem lahko s prijatelji posnameš, dobiš veliko gledov pa lajkov. TikTok se je preimenoval iz Musical.ly. Ta prihaja iz ZDA, lani pa ga je prevzelo kitajsko podjetje ByteDance in v aplikaciji TikTok združilo zabavne lastnosti obeh. TikTok omogoča gledanje in snemanje kratkih, največ 60 sekund dolgih posnetkov, njihovo urejanje in pa dodajanje posebnih učinkov. Drugi uporabniki pa lahko potem tele posnetke všečkajo in pa komentirajo. Jaz TikTok uporabljam vsak dan, kakšen video za TikTok naredim pa tako enkrat na teden. Izbereš si izziv. Drugič si izbereš glasbo. Izbereš si koreografijo. Četrtič se posnameš. Urediš video in dodaš posebne učinke. Objaviš. TikTok je lahko zabaven, a hkrati tudi nevaren. Vsakeč, ko na svoj profil objaviš nov TikTok, lahko s tem izdaš kje si in svoje premoženje, kar pa lahko privabi na pridipave. Prav tako ste izpostavljeni žaljivim komentarjem in spletnemu nadlegovanju. Vaš posnetek pa lahko drugi uporabniki shranijo in objavijo, na primer na Instagramu ali pa na YouTubu.